potem ne. Danes v studiu gostimo glasbenika, producenta in po novem tudi pevca Gašperja Šantla. Gašper, živijo, lep pozdrav. Dober večer, živijo. Živijo. Hoj, kako sta? V redu. Pa kar v redu gre. Ti? Dober, ti? Tudi, super. Delovno. Delovno, ja. Kaj, pred dobrim letom sta z dvojcem Zala Gašper izdala nov album, zdaj pa si ti izgleda stopil v spredje in tudi za mikrofon, tako da si tudi postal pevec te zasedbe oziroma si zdaj samo Gašper. Kaj se je zgodilo? Zala se je odločila, da gre na faks. To je faks, ki ga je pustila, sem da je v Mariboru in ne v Ljubljani. In sem se odločil, da nadaljujem najino zapuščino in stopim za mikrofon. In kako se počutiš zdaj za mikrofonom? Ti je bolj za mikrofonom ali si razmišljal, bolj uživam, ko pišem tekste, ko snemam, ko sem v vlogi producenta? Ta odločitev je zame definitivno bila težka. Ful je enih preprek, ki jih še moram preiti. Kire? Najbolj v moji glavi, najbolj to, da gre moj glas meni včasih na živce, ali pa da si ne upam dejansko se razpeti, da v bistvu se moram na novo najti v relativno kratkem času, ker vseeno je pa nekaj oči zdaj na meni v primerjavi s tem, da bi začel na začetku. Slišala sem, da pripravljaš tudi koncerte oziroma se vračaš na koncertne odre. Kako zdaj, a se še vedno imenuješ Zala Gašper ali bomo zdaj videli na plakatih samo Gašper? To je ena stvar, ki jo bom prepustil publiki, da mi da enostavno to informacijo, kaj bi raje. Definitivno se mi zdi dosti bolj varno in smiselno, da grem naprej kot Gašper. Torej, glasbo bom izdajal pod Zala Gašper in nastopal bom kot Gašper. Piševa še vedno skupaj, v tem se ni čisto nič spremenilo. Ampak kako pa je publika odreagirala oziroma so to sprejeli z veseljem, so rekli, škoda, ali mogoče pričakuješ en od strahov tudi tako, boš prišel na oder, da bo publika začela, hočemo, Zalo, hočemo. Publika je to ful dobro sprejela za zdaj v tem formatu, torej na spletu. Zdi se jim nekaj novega, zdi se jim fino, da je enostavno po vseeno 5 letih ustvarjanja neka svežina. Za oder pa nisem prepričan, mogoče imaš prav in tako pravim, tu enostavno sem pripravljen dati publiki zelo dosti časa, da se navadi na to spremembo in če to pomeni, da pol leta ali pa 1 leto ne nastopam, jaz imam ta čas, imam to potrpljenje in mi ni problem. Je pa to tudi definitivno nek strah, torej prednost tega, da nadaljujem projekt naju z Zalo je to, da imam publiko, težje pa je to, da smo navajeni že nečesa odprej, ne? Ja, tako. Pa rečemo, ni strah, ampak izziv. Izziv je, ja, imaš to. Leta 2019 sta Zalo bila predstavnika Slovenije na Evroviziji in sta zasedla odlično 13. mesto, a te mogoče mikal na tej novi poti tudi evrovizijski oder, bi ga probal še enkrat? Zaenkrat me zanimajo vse oddaje in vsi odri razen Evrovizije. A res? Sva se pa Zalo naučila, da v medijskem prostoru nikoli ne rečeš nikoli. Ja, ampak ni Evrovizija odskočna deska, ne? Ja, ni potrebna v tem momentu. Valjda. Baje si šel na delo oziroma v studio v Prago, zdaj nazadnje z Maribora s kolesom. Ja, Kam zdal pa kitaro? Na zadnji šolski dan, ko sem v bistvu prejel maturo, sem se s kolesom odpravil v tujino iskat službo. Načeloma sem mislil, da mi bo vzelo pol leta do 3/4 leta, ampak sem že po 2 mesecih potovanja in surfanja kavčev dobil odgovor s praškega studia, ker sem v bistvu začel svojo kariero in med drugim sem snemal Living It Up od Damiena Marleya, ki je na albumu, ki je dobil Grammyja naslednje leto. In v tistem momentu sem v bistvu se zavedal, da je potrebno, da grem dalje, ker mi je v studiu sam še ful udobno in nisem se zares več učil. Glede kolesarjenja, spremljaš tudi kolesarjenje po televiziji, kolesarske dirke, ali je to samo hobi, rekreacija, užitek za sebe držiš? Sem velik fan slovenskih kolesarjev. Ne gledam čisto vsake dirke, ampak sem seznanjen s tem svetom.
Je pa dirkanje in potovanje s kolesom dan pa noč, to je popolnoma druga zadeva. V duetu si nastopal, zdaj greš na samostojno pot. Kaj pa kvartet, recimo? Te zanima kvartet? Si kdaj bil v skupini oziroma kvartetu? Ja, ful si želim, da bi se pojavila neka situacija, ko bi lahko zaprl. Gašpar, Joj, mi imamo glej to. kakšno naključje Pa to za ne moreš tebe, verjeti. en izziv, in sicer vabimo te na malo teraso, pa naredimo eno točko v kvartetu. Če si za. To. Ja. Odlično. Pejte se pripraviti, mi gremo naprej, ker nas čaka še glas ljudstva, ti pa se kar zrihti. Hvala lepa za obisk v Ja. studiu in pa veliko sreče pri tvojem ustvarjanju. Hvala, enako.